Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes so me poklicali angelčki. No ja, že nekaj dni me kličejo angelčki, jaz sem zdaj v pisanju tretje knjige in prvi del knjige bo čiščenje preteklosti in ko se ukvarjaš s to nesnago, ni ravno najbolj tisto, kar ti poje duša in ja, najboljš bi bilo kar uiti od tega in se ne ukvarjati s tem. Tako kot je danes moja prijateljica rekla, joj, pritiska imam toliko in je rekla, kaj naj naredi. Seveda, tehnično, vsi bi rekli, ja, bom nekaj tehnično poskrbel za to ali pa poskrbela za to, ampak ko sem ji razlagala, da potrebuje omega 3, pa C vitamin, pa E vitamin, sem rekla, ampak tvoja čustva so kriva za tvoj visok krvni pritisk. Nekje zadaj, in zdaj očitno bom najprej to razložila, preden grem na angelčke, v glavnem nekje zadaj, na drugi strani, na hrbtni strani, točno nasproti popka, obstaja čakra, imenuje se Ming Ming. V glavnem to je tako kot črpalka in ta črpalka, bolj kot smo jezni in predvsem odnosi, ki jih karmično vlečemo s seboj že več življenj in ki nam povzročajo notranjo jezo, ta čustva povzročajo visok krvni tlak. In dejstvo je, da, ja, seveda, česen je potreben, pa seveda C vitamin, pa omega, pa E vitamin, ampak potrebno je spustiti tista čustva, ki te jezijo, da lahko pač greš naprej. Medtem ko tisti, ki imajo pa nizek krvni tlak, te imajo pa žalost, ki jo iz več življenj vlečejo za seboj, in ta žalost ravno tako vpliva na to črpalko na hrbtu in ne črpa, nimaš življenjske energije. Tako da pa smo pri čustvih. Ja, in seveda čustva, kako se z njimi ukvarjati. Najbolj enostavna zadeva je, da prepoznamo svoje podzavestne vzorce in jih počistimo z meditacijo za dekodiranje podzavestnih vzorcev. Recimo, če je podzavestni vzorec, to sem jaz imela, kronična žalost, ki jo vlečem iz več življenj, v tem primeru seveda daš noter, se pravi, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane z kronično žalostjo, ali pa tako v primeru moje prijateljice, s potlačeno jezo in to potem prečistiš. No, kar je pomembno pri tej meditaciji je, da potem daš roke takole, pritisneš na čelo, tako, vdihneš skozi nos, potem pa, ko izdihneš, daš roke na prsa in si parkrat ponoviš, sprejemam zdravljenje. Skozi vse nivoje skozi vse nivoje moje duše teče zdravilna božja svetloba. To je prva zadeva. No, druga zadeva, kar vsakmu priporočam, naredite si en svoj oltarček in dan začnite na pozitiven način. Dajte dan začeti s hvaležnostjo, dan začeti s tem, da usmerite pozornost v to, kar je lepega, prosite angele, naj vas spremljajo tisti dan, naj vas ščitijo, vodijo, dajte v angelsko zaščito svoje drage in potegnite par kart prehodu v novo dobo. Dovoljujem si, da grem s tokom življenja. Solarni pleksus, vse je tako, kot je prav. V meni se vsak dan rojeva nova energija. Jaz sem povezana s plodnostjo in obiljem. Potem pa, če pogledamo naprej, zdravilni mir vstopa v moje celice in v mojo dušo. Ja, glejte, to so pozitivne afirmacije, ker če jaz začnem vrteti po mojih možganih negativno, pa kaj je negativno? Seveda, no, se vam bom na koncu še pokazala način, kako prerežemo te eterične vezi in kako iz svojega uma spravimo ven ljudi, ki se nam vrtijo po glavi. In to pa spet na podlagi ene druge moje prijateljice, je rekla, veš, kakšno navodilo sem dobila. Ona je bila pri Kim, spiritual v Horjulu, in je rekla, Kim je rekla, da ima hude bolečine v vratu zaradi tega, ker nima razčiščenega odnosa s svojo mamo. V bistvu, kot da bi mama sedela za vratom. Je rekla, veš, to boš pa počistila z angeli. No in ona mene včeraj kliče, rekla, Minka, se ti kaj sanja, kva naj naredim. No, vam bom pa pokazala, jaz sem ji takoj poslala
povezavo in vam bom pa posnela, da boste lahko prerezali te eterične vezi z vašimi tistimi, ki vam sedijo tukaj pa vas komandirajo. Še prej bi pa rada opisala 12 angelov, nadangelov, ki so ves čas tukaj, ki so pripravljeni vedno na pomoč. In nekje sem prebrala, da je ogromno angelov brezposelnih, ker jih ljudje več ne prosimo za pomoč. Ni škoda, jaz kar v bistvu uporabljam vsak dan, ali pa vsak dan, ko grem v avto, angel parkiranja, absolutno, mi zrihta vedno, da parkiram nekje pri vhodu. Druga zadeva, ko grem na pot, rečem, angelni prosim, dajte s ceste zajce, srne in policaje. Nič od tega ne rabim na cesti. In jih spravijo stran, sploh v glavnem ne kličem nič od tega, naj bo stran od mene, zato da se varno vozim in predvsem, da ne bom uporabljala drugih besed, da ne bom kaj priklicala, v redu. No in v glavnem, prvi tak najbolj mogočen angel je nadangel Mihael. V bistvu njega lahko prosimo vedno za moč, za pogum, tudi za, on uporablja, on ima ščit svetlobe. Takrat, ko čutite, da se vam nekaj takega dogaja, da vas kar naprej nekaj na energijski bazi bremeni, pokličite nadangela Mihaela, da vas zaščiti. No in jaz se spomnim leta nazaj, ko še nisem imela pojma o angelih, sedela sem na balkonu in me nekaj zmrzil in rečem, kdo si? In glas, ki sem ga zaslišala v glavi, je bil Mihael. Dejansko, nadangel Mihael je najmočnejši angel in ga vedno pokličemo, ko želimo za nas zaščito, ko želimo zaščito za naše drage, ko želimo, da se nekaj tehničnega zrihta. Recimo, zdaj, glede na to, da se frekvenca Zemlje dviga, se mora na to novo vibracijo prilagoditi tudi naše naprave. In zato prosim, takrat, ko nekaj šteka, ko ne gre dobro, da naj nadangel Mihael popravi frekvenco, da se uskladi naprava z mojo vibracijo, da normalno deluje. No, potem naslednji angel, nadangel je nadangel Rafael. Nadangel Rafael deluje z smaragdno zeleno svetlobo in on zdravi. Njega pokličemo na pomoč vedno, ko rabimo, da se nekaj zrihta glede zdravljenja. Lahko je to odnos, lahko je bolezen, neravnovesje v nas samih in prepustimo se temu božanskemu zdravljenju, ker nadangel Rafael vedno priskoči na pomoč. Prav nadangel Rafael in Mihael jih jaz pokličem na pomoč, veste, takrat, ko je ozračje zastrupljeno in rečem, nadangel Rafael, nadangel Mihael, prosim, vključite v nebeški sesalnik in posesejte vso negativno energijo iz tega prostora, naj se ta prostor napolni z Božjo svetlobo, življenjem in ljubeznijo. No, naslednji nadangel je pa nadangel Ariel. Zadnjič sem že enkrat govorila o tem in je en gospod rekel, zakaj ima tak ime kot prašek. No, očitno ima prašek enako ime kot nadangel Ariel, ampak nadangel Ariel je nadangel obilja, obdaja nas zlato svetlobo in večkrat je upodobljena, to je ženska energija, zlatim rogom in sipa izobilje na nas. Tako da nadangel Ariel nosi tudi sporočila, jasnovidna sporočila. Nadangel Ariel odpira čakro tretjega očesa, da vidimo, da zaznavamo sporočila in nas povezuje z informacijami, ki nosi obilje tako drugim ljudem kot nam. Tako da nadangel Ariel je za moje pojme ena taka lepa božanska energija, prav za nas ženske, ki prestopamo to iz suženjstva, veste, da nekomu moraš služiti, v to, da dodajaš vrednost zemlji in s tem dovoljuješ vse obilje, da prihaja nazaj k tebi v življenje. No, potem naslednji nadangel je zelo močan angel sporočil in to je nadangel Gabriel. Nadangel Gabriel deluje s kristalno belo svetlobo, nosi sporočila, nosi tisto, kar rabimo slišati ta trenutek, tisto, ko se ti utrne neka misel
to je nadangel Gabriel, ki nam šepeta, ki nas vodi, ki nas usmerja, kaj je pametno narediti. In če to naredimo, glejte, je vedno božansko sporočilo vodeno za nas, ali pa mogoče, ko dobimo neko sporočilo, poklič to osebo, klikam to, najdi to informacijo in se kar zlagajo stvari skupaj. No, potem naslednji nadangel je pa nadangel Uriel. Nadangel Uriel je pa močan angel zlatorumene svetlobe, ki čisti tudi z močjo ognja. Tako da v kartah prehodu v novo dobo je nadangel Ariel oziroma Uriel, je tako: naj čustveni strup zapusti moje telo, moj in naj se napolnim z novo svetlobo. No, potem je naslednji nadangel Zofiel. Nadangel Zofiel deluje na vijoličnem žarku, deluje na bazi usmiljenja, se pravi, da postanemo mi bolj sočutni do drugih ljudi, da mi postanemo bolj sočutni do sebe. No, naslednji je nadangel Kamael. Kamuel je pa nadangel, ki deluje z roza svetlobo na srčno čakro in je angel ljubezni. Nadangel Kamael ureja dušna srečanja, ureja, da pridemo do povezav ljudi, dušnih ljudi, tudi dušnega partnerja, to on ureja, se pravi vnaša ljubezen v naša življenja. Potem naslednji je Zadikael. Zadikael, to je spet deluje na vijoličnem plamenu, zlato-vijolična svetloba in v glavnem nosi svobodo in usmiljenje. Naslednji je Sandalfon, to je nadangel, ki navdihuje vse, ki delate z zvokom, ki skozi to božjo glasbo sporoča zdravi, tudi mogoče takrat vas pokliče, ko je čas, da greste na kakšno zvočno kopel, da se napolnite z zvokom, da se vzdravite, da se vaša vibracija dvigne. Potem naslednji je nadangel Metatron, to je nadangel otrok, nadangel tudi kristalnih otrok, teh nove generacije in tudi mogoče vas, ki čutite, da ste malo drugačni kot vaša generacija, ker vsi smo bili otroci. V glavnem nadangel Metatron navdihuje novo dobo, prehod v novo dobo. Potem imamo tukaj, naslednji je pa nadangel Samuel. Nadangel Samuel pa deluje z bleščečo belo kristalno svetlobo in v nekaterih virih lahko najdete, da je to nadangel smrti, ampak je v osnovi nadangel zaključevanja, prehoda v novo dobo, novih začetkov. Tako da to je 12 najmočnejših nadangelov, ki delujejo, ki so tukaj, ki nam šepetajo. In ko smo odprti za ta angelska sporočila, glejte, pomembno je, da samo rečemo: vodite nas, vodite me, pelj me angel. Ali pa tako kot, kako sem najdla tole hišo. Rekla sem: zrihtajte mi, jaz ne najdem, zrihtajte mi. In so mi zrihtali to stanovanje, to hišo, to, kjer živim. V glavnem, in sem prepričana, da so angeli uredili srečanje, da sem rekla pravim ljudem, da sem prišla k pravim ljudem. Angeli nas vedno vodijo, nam želijo pomagati in lahko jih uporabimo oziroma pokličemo takrat, ko je treba nekaj fizično premakniti, ali pa takrat, ko imamo neke psihične težave, ko je treba enostavno narediti nekaj za premik naprej. No, očitno bom snemala naslednjo meditacijo za čiščenje, za rezanje vezi. To bo samo samostojni video. Naslednji video bom posnela prav za čiščenje vezi, rezanje vezi, ker dejstvo je, da imamo vsi nekoga, ki nas želi usmerjati in to se da počistiti. In predvsem takrat, ko prosimo angelnet za pomoč pri tem. Tako da, glejte, obračajte se na angelne, ker so tukaj zato, da nam pomagajo na vsakodnevnem potovanju skozi življenje. Imejte se radi in imejte radi življenje in tudi življenje bo imelo rado vas.